Pozdravljeni, dragi gledalci, v novi oddaji Ormožanček TV. Že nekaj tednov smo v šolskih klopeh. Veseli smo, da se sošolci lahko družimo in da nas učitelji lepo spodbujajo in nas učijo nove snovi. Veliko ponavljamo in se pripravljamo na ocenjevanja. Sedaj smo že nekaj časa v šolskih klopeh in smo malo pozabili, kako poteka pouk na daljavo. Se pa zgodi, da za kakšen teden manjka kak oddelek, ker je v karanteni. Učitelji jim spet pripravijo aktivnosti v Teamsih, tako kot smo bili navajeni. Prava zmeda nastane, ko je en oddelek v šoli, drug pa doma. Takrat učitelji prenašajo pouk v živo, da lahko poslušajo razlago in sodelujejo tudi tisti, ki so v karanteni. V šoli velja, da imamo pouk v mehurčkih in svojih matičnih učilnicah. Spremenila se je organizacija jutranjega varstva, varstva vozačev, malic in kosil. Vas zanima, kako izgledajo ti mehurčki? Pa si oglejmo prispevek Nece in Žiga. V karanteni. Učenci, ki nas veseli likovno ustvarjanje in izražanje, smo se s svojimi izdelki priključili kreativno-dobrodelnemu natečaju Rišem, pišem za prijatelja. Natečaj organizirata papirnica Office and More ter galanterija Bags and More. Izmed prispelih izdelkov bodo s pomočjo glasovanja na Facebooku izbrali 15 finalnih in 6 najboljših pa bodo nato natisnili na platnice zvezkov. Ker smo likovniki, pa smo se priključili likovnemu delu natečaja, ki nosi naslov Rišem za prijatelja. Izdelke smo ustvarjali v skladu s temo, ki je letos bila Moje najljubše sadje in zelenjava, katere namen je osveščanje o zdravi prehrani za dobro počutje. Izdelke smo izdelali v poljubnih likovnih tehnikah.
Naj vam na kratko predstavim izdelke. Neža Luknjar je izdelke ustvarila z različnimi materiali. Kombinirala je akrilne barve, suhe barvice in flomastre. S svojim delom je želela sporočiti, da njen najljubši sadež raste na jablani, ki je lepa v vseh letnih časih. Maja Pintarič je za motiv izbrala konja, ki je prav tako ljubitelj sadja in zelenjave, ki mu dajejo moč in energijo, katero bi tudi ljudje pogosto nujno potrebovali. Neža Jančar je ustvarila nežno sliko deklice z modrimi lasmi, katere krasijo sladke in dišeče jagode. Najbrž je hotela povedati, da so jagode dobre, zraven tudi zelo lepe. Eva Novak pa nam sporoča, da so sadje in zelenjava za naše telo zelo pomembni in nujni za zdravo delovanje organov. Nika Bedrač je naslikala fanta, ki se je okrasil s sočno češnjo in na vrtu nabral slastno solato. Špela Rodi pa je ubrala prav posebno pot in svoje likovno delo naredila iz najljubše zelenjave, katera je najbrž koruza. In ne pozabite, iz koruze nastanejo kokice. Sara Lesjak pa je naslikala sadno-zelenjavno kraljico, katera je odeta s sadno-zelenjavnimi barvami in okrašena s prepoznavnimi detajli. Kot zadnje pa vam predstavljam še svojo sliko. Ker sem ljubiteljica tropskega sadja, sem za motiv izbrala tropski gozd, ki sem ga popestrila s pisano papigo in slapom v ozadju. Obiskala nas je direktorica mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, gospa Polona Kukovec-Lakota, ki je prvim 3 ekipam šolskega tekmovanja v pitchingu dodelila simbolične nagrade. Ob tej priložnosti smo vprašali ravnatelja in gospo Polona, kaj si mislita o naših podjetnikih v osnovnih šolah. V mesecu oktobru smo izvedli drugo šolsko tekmovanje v pitchingu. To je tekmovanje, kjer učenci poskušajo komisijo svojo podjetniško idejo prepričati zgolj v 5 minutah. Kljub temu, da je tekmovanje potekalo na daljavo preko videokonference Zoom, so bile vse ekipe dobro pripravljene. V komisiji je kot ocenjevalka takrat sodelovala gospa Polona Kukovec-Lakota. Tokrat pa je učencem podelila simbolične nagrade, in sicer za 3. mesto ekipi Negajih, ki jo sestavljajo Veronika Viher, Lana Meško, Žana Marikaloh, Maruša Lesko-Vartičar in Luna Izapučko. Ekipi Frikiča za 2. mesto, ki jo sestavljata učenca Taja Voršič in Alen Krabonja, ter prvouvrščenim fantom ekipe Smart Boys, ki jo sestavljajo Jaka Vavpotič, Tim Šoštarič, Filip Kirič, Lan in Anej Žalar. Vse podjetniške ideje so nastale pod mentorstvom učiteljic Maje Korban-Černjavič in Nataše Rizman-Herga, ki sta tudi koordinatorici akcije agencije Spirit, ki služi za vzpodbujanje inovativnosti, kreativnosti in podjetništva med mladimi. Kaj si mislite o projektu podjetništva v osnovni šoli? Podjetništvo zelo dobro dopolnjuje vse naše dejavnosti, ki jih izvajamo v osnovni šoli, in tudi vas, mlade, spodbuja, da razmišljate podjetniško, razmišljate o svoji prihodnosti, kar je tudi del naloge osnovne šole, da vas mogoče usmeri in vam mogoče izkristalizira kakšne cilje, ki bi želeli doseči v življenju v vaši prihodnosti. Hvala. Gospa Polona, kako ste zadovoljni z uvajanjem podjetništva na naši šoli? Kaj naj rečem, zelo zadovoljna, z vami je vedno lepo sodelovati, s takimi mladimi, brihtnimi ljudmi, polnimi nekega entuzijasta, naprednimi, razmišljate odprto, razmišljate povezovalno. Jaz lahko samo rečem, da ste super, da ste enkratni. Jaz upam, da še bomo dolgo sodelovali, da bomo še več sodelovali in res vse čestitke za vse izvedene podjetniške ideje, pa upam, da se kmalu spet vidimo. No. Najlepša hvala. Hvala vam. Sledi rubrika Šport in intervju z vsesplošno športnico Žano Marikaloh.
V vlogi novinarke se bo ponovno predstavila Lana Zadrevec. Pozdravljeni, sem Lana Zadravec in obiskujem 9B razred. V prostem času se ukvarjam z rokometom, tako kot tudi Žana Mari, ki je zelo uspešna športnica. Trenira razne športe, pri katerih zelo uživa in se jih z veseljem udeležuje. Žana, povej nam, s katerimi športi se ukvarjaš? Ukvarjam se z atletiko pa rokometom, občasno pa tudi z fitnessom. Atletika, odbojka, rokomet. Kateri šport od naštetih bi izbrala? Izbrala bi definitivno rokomet. Zakaj ravno tega? Ne vem, tega treniram najdlje časa že, pa nekako mi je najbolj blizu pri srcu. Pri katerih letih pa si začela s treniranjem posameznega športa? Z rokometom sem začela v začetku 3. razreda, z atletiko pa v začetku 6. razreda. Koliko imaš tedensko treningov in ali se ti zdi, da je to včasih prenaporno? Zdaj po karanteni imamo manj treningov, saj še z vsemi klubi nismo začeli. Drugače pa 5-krat na teden, pa ponavadi 2 tekmi v vikendih. Pa mislim, da če si razporediš čas, da ni prenaporno, samo ko pa je prenatrpano v šoli, pa je. Kako, če sploh so v času korone ukrepov potekali treninge? Treninge smo imeli tudi preko interneta, nekaj smo dobivali tudi preko RZS, drugače pa sem v bistvu trenirala samo ves čas. Kje pa trenutno igraš? Trenutno igram pri starejših deklicah A v Radencih in kadetinjah v Gorišnici. Ali se naslednje leto, kot hodiš v srednjo šolo, še vedno vidiš v enakih športih ter klubih, ali bi rada preizkusila kakšen novi šport ali se kateremu odrekla? Mislim, da se vidim v enakih, predvsem v klubih pa v športi, vendar mislim, da sem mogla glede na težavnost šole pa koliko časa bom vzelo morati, kateremu tudi odrečete. Si pri katerem od športov že utrpela kakšne hujše poškodbe? Tako hujših ne, vendar predvsem zvine gležnja pa natrgane mišice. Glede na to, da si uspešna športnica, bi si morda v starejših letih želela igrati v kakšnem reprezentančnem klubu? Ja, mislim, da je to neka vsaka želja nekega športnika, ki se ukvarja z nekim športom. Kakšne pa misliš, da so možnosti za to? Pa mislim, da če z nekim trudom in delom, da lahko vsak doseže to, kar si zastavi. Koliko svojega časa nameniš treningom in tekmam? Pa veliko svojega časa, mislim, da veliko truda pa dela gre v to, pa približno nekaj 1 uro pa pol na dan. Kdo pa je tvoj športni vzornik? Pri slovenskih rokometaših Mika Zarobec, pri svetovnih pa Nikola Karabatić, pri atletiki pa Shelly Ann Fraser-Pryce. Glede na to, da so športni geni dedni, ali izhajaš iz športne družine? Ja, izhajam iz športne družine, moj oče je bil nogometaš, mama pa rokometašica. Kateri tvoj športni dosežek pa se je zapisal s krepkimi črkami? Pri rokometu mislim, da naše 3. mesto v državi, pri atletiki pa definitivno 2 leti 3. mesto skupno, na državnem krosu pa 4. mesto posamično. Povej nam kak pomemben stavek, ki ti ga je povedal trener in ki ti je ostal v spominu. Predvsem od trenera Uroša, da se vsaka tekma dobi v obrambi. Kako kot devetošolka usklajuješ športno udejstvovanje s šolskimi obveznostmi? Usklajujem ga še kar dobro, vendar včasih, ko pa je preveč stvari v šoli, pa se moram tudi kateremu treningu odreči. Kakšni kratkoročni cilji? Definitivno telesna pa kondicijska pripravljenost, drugače pa državni kros in mogoče kakšni maraton ali ulični tek, če se bo kaj zgodilo zaradi korone. Ja, več. Pa dolgoročne? Trudom pa z delom reprezentanca. Glede na to, da si uspešna športnica, bi si morda v starejših letih želela igrati v kakšnem uspešnejšem klubu? Ja, mislim, da je to neki cilj vsakega športnika, ki trenira neki šport. Kakšne pa misliš, da so možnosti za to? Pa mislim, da s trudom pa delom so za vsakega neke velike možnosti, samo kako si jih izborimo. In recimo, v katerem klubu bi si želela igrati? Mogoče, na primer, Krim Ljubljana. Žana, želim ti še veliko uspeha v športu ter upam na kakšne visoke dosežke. Hvala. Hvala. Učenci so se komaj privadili rednega šolskega dela. So se že pričela tekmovanja iz znanja.
Najbolj so s tekmovanji obremenjeni učenci 8. in 9. razredov. Tako smo v mesecu marcu že izpeljali naslednje tekmovanja. Računalniško tekmovanje Bober, Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, tekmovanje iz vesele šole, šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razrede, šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje in šolsko tekmovanje iz geografije. rezultatov tekmovanj pa še ne moremo izdati, ker le-ti še niso uradni. Uradno pa je, da sta moja sošolca Jaka Vavpotič in Lan Žalar skupaj z ekipo Smart Boys, ki jo sestavljajo še Anej Žalar, Filip Kirič in Tim Šoštarič, udeleženci državnega tekmovanja Popri. Kakšen Poper? Burja Popri, to je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih. Sodelujejo lahko mladi od 12. do 29. leta starosti. Kako pa izdelaš podjetniški idejo in prideš na državno tekmovanje? Najprej narediš poslovni model. Tega so naši fantje naredili že jeseni na podjetniških delavnicah in podjetniškem start-up vikendu. Potem so postali šolski prvaki v pičanju. Zatem so se prijavili na tekmovanje Popri ter izboljšali svoj poslovni model ter sam pič. Posneli so tudi video. Video? Kje si ga lahko ogledam? Seveda, sedaj v živo na našem kanalu Romožanček TV. Pozdravljeni! Ali tudi vi nosite očala? Se vam je še kdaj zgodilo? Joj, nič ne vidim. Smart Mask ima čudovito silikonsko tesnilo, ki se idealno prilega obrazu. Zato teh težav ne boste imeli. Ali tudi vam maska venomer leze z nosu? To zagato reši Smart Mask. Ali ste mogoče med tistimi, ki masko uporabljate nepravilno? Ali vas ob dolgotrajni rabi mask bolijo ušesa? Za vaše zdravje in za zdravje vaših bližnjih poskrbi maska Smart Mask. Vsebuje namreč čudovite prevladujoče trakove, za katere niti ne opazili ne boste, da jih imate nameščene za ušesi. Velikost trakov pa enostavno prilagodite obsegu vaše glave. Se tudi vam zgodi, da ne veste, katera maska je vaša? Moja! To zagato reši Smart Mask, saj ponuja različne modele, od otroških, športnih, tudi poslovnih. In to še ni vse. Smart Mask lahko personalizirate tako, da dodate vaše ime, logotip kluba, vaše priljubljene skupine, vse, kar vam srce poželi. Se tudi vi skrbi za vaše zdravje? Nikar. Smart Mask ima merilec telesne temperature, ki vas z rdečo lučko opozori, da je vaša telesna temperatura povišana. Če sveti zelena lučka, nimate povišane temperature. Kaj pa varnostna razdalja? Tudi za to je poskrbela pametna maska. Vkolikor ste preblizu sogovornikov ali skupini ljudi, pametni telefon zavibrira in vas opozori. Pametni telefon? Tako je, vse lastnosti in varnostne ukrepe lahko namestite z enostavno aplikacijo. In to še ni vse. V pametni maski se meri tudi količina izdihanega ogljikovega dioksida, kar je prav tako zapisano v aplikaciji. Cena ene maske je 24,99 evra. Če si pa kupite dve, pa plačate le 44,99 evra. Vas zanima še kaj? Pokličite na telefonsko številko 041 599 699 in si masko zagotovite že sedaj, da dobite kakovost nazaj. Wow, to pa je res prava reklama. Res je, res so pridni fantje. Veseli me, da smo se uvrstili na državno tekmovanje. In sedaj samo čaka na mesec april. Nikakor. Sedaj smo imeli enodnevne delavnice z mentorji Saša Inkubatorja iz Velenja. Veš, kaj je burja? Najbolje bo, da vse skupaj predstavi moj sošolec Jaka. V sredo 17. marca smo se tisti, ki smo se uvrstili na državno tekmovanje Popri, zbrali na predavanju, kako pripraviti dobro predstavitev, ki ga je pripravil Saša Inkubator. Predaval nam je gospod Islam Mušič,
Teme predavanja so bile od same vsebine naših poslovnih načrtov do tega, kako moramo pripraviti ozadje in kako naše ozadje vpliva na naše predstavitve. Na koncu so nam svetovali tudi v manjših skupinah. Predavanje je bilo zelo zanimivo, ter vsi smo se naučili kaj novega. Sedaj pa vam bom povedal še mnenje mojih sotekmovalcev. Timu je v spominu ostalo, kako pomemben je nastop in da se tonaliteta glasu spremeni, če stojiš ali sediš. Tudi gospod Mušič mu je takoj postal všeč z različnimi zgodbami. Lan si je zelo zapomnil, kako moramo predstaviti našo podjetniško idejo, da bomo pritegnili komisijo. Filip pa si je najbolj zapomnil prispodobo z vojaki na vrtiljaku. Tako ekipa Smart Boys še izboljšuje svoj podjetniški model in pitch in držimo pesti za dobro predstavitev v sredo 7. aprila 2021. To bi bilo vse v današnji oddaji Ormožanček TV. Lepo se imejte! In ne pozabite, gledajte nas na KTV Ormož!